večer, lepo pozdravljeni. Imamo predzadnjo predavanje, Elizabeto I. Nekaj, kar je zelo povezano, gre pa takole. Latinski pregovor pravi, vidim in molčim, video et taceo. In ta pregovor so v preteklosti uporabljali predvsem v diplomaciji, politiki, v pismih, v dekretih, v uradnih besedilih in tako naprej. Diplomati, vladarji, papeži, škofje, visoki uradniki. Da so na tak način so izražali svoje mnenje, svojo odločenost, da se ne bodo vpletali v določeno zadevo ali pa da bodo ohranjali nevtralnost. So že vedeli zakaj. In sicer se je ta fraza uporabljala predvsem v obdobju, ko je latinščina veljala za jezik diplomacije, to se pravi pred našim modernim obdobjem, bi rekel. V sodobnem času se pa manj uporablja, ampak vseeno. Poglejmo primer vsakdanjega življenja. Francel komu jo jame vlak. Še ves zasupihan stopi v kupe, se usede na sedež, pozdravi soseda poleg svojega sedeža, odpre torbo, iz nje vzame škatlo s piškoti, jo položi na kolena, potegne iz torbe časopis in začne brati novice. Vidi soseda, kako se stegne do škatle in vzame piškot. Malo se zmrduje, pokašljuje in kaže silen, nejevoljen obraz. Toda nič ne reče. Še sam stegne roko in iz škatle vzame piškot. Potem sosed ponovno stegne roko, vzame piškot, pa Janez stegne roko, pa vzame piškot in se to ponavljajo toliko časa, da sta pojedla vse piškote. Vlak ustavi na eni od postaj, sosed zapre prazno škatlo, jo spravi v torbo, pozdravi Janeza in odide. Janez pa še naprej bere časopis. Vlak se ustavi na končni postaji. Janez zapre časopis in pod njim zagleda svojo škatlo s piškoti, ki je bila polna. No, vidite, kako dobra je taktika, vidim in molčim. Rekel, I see and keep silent, pravi Elizabeta I. Ali res? V tem naš predavatelj Miloš Klemen Mahorčič, izvoli. Hvala lepa. Sijajen uvod. Sijajen uvod. Elizabeta je v marsikako škatlo segla s piškoti, predvsem v škatle, ki niso bile njene. Torej, vsekakor bomo danes in naslednjič, torej v našem 5. in 6. predavanju o dinastiji Tudor, govorili o enem najbolj fascinantnih vladarjev, za nalašč uporabim moški spol, namreč tudi, če gledamo z vidika tistega časa, je Elizabeta bila tako zelo izjemna vladarica, to sem vam mislim že zadnjič omenil, da marsikdo ni mogel verjeti, da je ženska. In so rekli, v bistvu verjetno je moški preoblečen v žensko. Torej, fenomenalna figura, bomo rekli, zagotovo ena največjih vladaric vseh časov, ne mislim samo za območje Anglije ali pa britanskega otočja, ampak nasplošno. Namreč, Elizabeta je pravzaprav uspela narediti vse, kar si je zastavila. Torej, njena 45 let dolga vlada, se lahko vidite, je ne samo ena najdaljša v zgodovini britanskega otočja, pač pa tudi ena najbolj uspešnih, ena najbolj pomembnih. Mi bi lahko rekli, da je Elizabeta bila tista, ki je ustvarila podlago za nadaljnji razvoj Anglije ali pa, če hočete, za prehod Anglije iz neke srednje pomembne države, evropske države, v velesilo, hkrati
pa je Elizabeta seveda tudi dokončno pospravila z srednjim vekom in na nek način predstavlja novo dobo. Če bi iskali pri tej izjemni vladarici področje, kjer je doživela neuspeh, potem bi pravzaprav lahko izpostavili samo eno področje. Namreč popolnoma je odpovedala kot ženska. Namreč tisto osnovno, kar ženski pritiče, je, da za razliko od moških lahko postane mati. To Elizabeti ni bilo dano nikoli. In seveda, če si ti na prestolu, kot je bila Elizabeta, in nimaš potomcev, pomeni, da je seveda s tem konec tvojega rodu. Namreč Elizabeta ni imela ne bratov, ne sestra, ki bi bili živi. In tako seveda njena smrt v začetku 17. stoletja pomeni konec Tudorjev. A je to žalostna novica? Bomo seveda več povedali na koncu naslednjega predavanja. Ampak, glejte, ravno dejstvo, da je Elizabeta umrla brez potomca, je odprlo vrata nečemu, kar obstaja še danes. Po več kot 400 letih, namreč unija med Škotsko in Anglijo. Torej, nekaj, kar je seveda odprlo vrata nastanku Veliki Britaniji, Združenemu kraljestvu in temu imperiju, ki je seveda nastal potem stoletja po njeni smrti. Tako da tudi v tem svojem neuspehu je bila Elizabeta uspešna, daljnovidna, da ne rečemo skoraj preroško daljnovidna in verjetno se je tega zavedala. Namreč, ko je umrla, vemo, da nikoli obžalovala in niti v zadnji uri ni obžalovala, da ni imela otrok. In to je seveda tisto zanimivo. Torej, če bomo natančno spremljali potek njene zgodbe, bomo ugotovili, da je bila velika, velika mojstrica. Torej, težko bi res našli vladarja tako vsesplošno uspešnega, tako prebrisanega, vladarja, ki je tako lepo jemal piškote iz tujih škatel, pa to so bile škatle, ki so ležale od Moskve pa tja do Maroka. In Elizabeta je seveda s tem dvignila ne samo svoj ugled, pač pa ugled države, ki je vladala. In to seveda na nivo, ki je omogočal nastanek velesile. Torej, začnimo njeno zgodbo. V bistvu vemo, kako se je vse skupaj začelo. Njen oče je bil Henrik VIII., drugi kralj iz dinastije Tudor in pa seveda njena nesrečna mati Anne Boleyn. Mi ne vemo, kakšen je bil Elizabetin odnos do matere. Namreč dekle je bilo staro vsega skupaj 8 mesecev, ko je njena mama izgubila glavo. Torej, zelo, zelo hitro. Elizabeta se ni spomnila svoje mame. In če gledamo njeno vlado, potem skozi te ta dolga desetletja, Elizabeta ni pravzaprav nobene afinitete pokazala do svojega sorodstva po mamini liniji. Torej, tisti Boleyni, ki so še bili takrat živi, ko Elizabeta zavlada, niso tega imeli prav nobene koristi. To je seveda sila pomembna stvar. Elizabeta je bila veliko bolj ponosna na svojega očeta, čeprav je dal obglaviti njeno mater, kot pa na mamo. Namreč, to moramo razumeti. Elizabeta je bila po značaju in pa seveda tudi sicer veliko bolj podobna očetu, nenazadnje oba dva sta bila rdeče lasna, bakreno rdeče lase sta imela in Elizabeta seveda se je
njegovi krvi v njenih žilah lahko zahvalila, da je sedela na prestolu. In to je nesporno dejstvo. Tako da, seveda, če je kdo misli, da je Elizabeta potem vse življenje objokovala tragično smrt svoje matere, se je zmotil. Zakaj takega, v njenem srcu ali pa, če hočete, njeni duši ni bilo prostora. Elizabeta je znala biti še kako čustvena, ampak v glavnem je bila pa ledeno razumska, kar je seveda tudi omogočalo dvoje. V prvi vrsti preživetje, tako fizično kot politično, in na drugi strani seveda tudi uspešno vlado. In o tem seveda slednjem ne more biti dvoma. Poglejte, princesa Elizabeta je odraščala v sila neurejenih razmerah. Njen oče ni vedel, kaj bi hčerko. Prvič je bila hčerka, drugič niti ni bila prvorojena hčerka, kot vemo, bila je starejšo polsestro Marijo. In v bistvu je njen položaj nihal. Nekaj časa je bila princesa, potem so rekli, da je nezakonska in da je bastard, lepi angleški izraz. Potem je bila spet princesa, potem je bila vključena v nasledstvo, pa ni bila vključena v nasledstvo, torej gor dol je šlo z njenim položajem. Princesa je okrog sebe ustvarila, če hočete, nek oklep. Vso to dogajanje ji ni dosti prišlo do živega, in lahko rečemo, da je večino tega mladostnega obdobja, pa tudi obdobja zgodnje zrelosti preživela, kot lahko tukaj le vidite, s knjigo v roki. Jaz sem že zadnjič, ko smo se videli, omenil, da je bila kraljica Marija, torej njena polsestra, nadpovprečno izobražena ženska. Če govorimo pa o Elizabeti, bomo pa rekli, da je bila nadpovprečno izobražena. Pika. Tu nima veze spol. Težko bi v 16. stoletju našli človeka, pa spet smo pri moškem spolu, ki bi bil bolj vsestransko razgledan, učen, kot je bila Elizabeta. Pravzaprav bomo rekli, da je imela neverjetno veselje do učenja in pa talent. Predvsem za jezike. Mlada punca je seveda obvladala domačo angleščino, francoščino, italijanščino, španščino, flamščino. Odlično je brala, pisala in prevajala latinsko in starogrško. Proti koncu življenja se pa tako, malo iz dolgega časa, naučila še vse keltske jezike, ki so jih na britanskem otočju govorili. Od, če hočete, kornwallskega do irskega, pa do kelščine, ki je bila na otoku manj prisotna, pa valižanskega jezika. Torej, mi lahko Elizabeto mirno označimo kot poliglota. In če beremo pisma veleposlanikov, ki so v princesi in kasneje kraljici pisali domov, so rekli, da je tuje jezike govorila tako, kot bi bili njeni materni. Če nisi vedel, da je to kraljica Anglije, bi lahko mislil, da je francozinja, španka, italijanka, stara Grkinja. Vse je znala perfektno. K temu moramo dodati, da je imela velik interes tudi za zgodovino, geografijo, astronomijo, bolj kot astronomijo, astrologijo, to je bilo za njo sila pomembno. Zanimalo je pravzaprav vse. Bila je po naravi radovedna in to radovednost je seveda s pridom uporabila v pogovorih. Pogovor z njo pravzaprav ni bil lahek. Namreč Elizabeta je bila tako izobražena, da je težko našla neke sogovornike, tako parcialno že, ampak seveda, da bi pa nekdo nasplošno imel tako široko znanje kot ona, pa ne.
In to je bil seveda na nek način velik dar, vsekakor kot vladarica ga je zelo dobro izkoristila. Po drugi strani je pa seveda to Elizabeto postavilo v precej neprijeten položaj. V tistem času biti ženska na oblasti ni bilo nekaj vsakdanjega. In v njenem primeru, to so pač njeni nasprotniki za hrbtom rekli, ljubi Bog, zdaj nam je dal še pa pametno žensko, učeno žensko, kam bomo pa prišli, če bojo vse ženske take, kdo bo pa potem doma za šporhertom stal, po domač povedano. Torej, Elizabeta je z svojim vzgledom, svojo učenostjo seveda ogromno naredila za to, da so pravzaprav na ženske gledali drugače. Res je, da ni bila edina uspešna vladarica tistega časa. Njena kolegica v Franciji, Katarina Medičejska, je ravno tako dobro in spretno vladala. Ampak seveda Elizabeta je vladala dlje in predvsem bila mnogo bolj priljubljena kot francoska kraljica mati. Poglejte, če se boste spomnili od zadnjič, smo rekli, da je bila princesa Elizabeta stara približno 14 let, ko se zaplete v neko razmerje z Thomasom Seymourjem, admiralom Thomasom Seymourjem, ki je želel princeso seveda zapeljati, se z njo poročiti in seveda se s tem približati prestolu. Kot vemo, iz vsega tega ni bilo nič, Seymoura so skrajšali za glavo, medtem ko so seveda Elizabeto pregnali z dvora. Vse skupaj se je spremenilo, ko je zavladala njena polsestra, kraljica Marija I. Odnos med sestrama je bil zelo nenavaden. Torej, če govorimo o zadevi, ki ju je ločevala, je bila to vera. Marija je bila trdna katoličanka, na drugi strani je bila Elizabeta, kaj naj rečem, pripadnica sicer anglikanske cerkve, ampak seveda niti približno ni bila tako zagrizena, kot je bila recimo njena sestra katoliško in njen brat protestantsko usmerjen. In če govorimo o tem, kakšne vere je pravzaprav bila Elizabeta, bomo rekli, ja, bila je ravno toliko anglikanska kot katoliška. Navzven, seveda, nič katoliška. Navznoter pa zelo. V tem smislu je bila virna kopija svojega očeta. Henrik VIII, kljub vsej reformaciji, ki jo je izvedel, je do svoje smrti seveda v marsikakem pogledu ostal katoličan. In Elizabeta je bila enaka. Elizabeta je rada imela obredje katoliške cerkve in anglikanska cerkev marsikaj od tega prevzame. In še danes je tako. Mi imamo v anglikanski cerkvi tako imenovano high church, oziroma visoko cerkev, in to je to, kar seveda vidimo v slavnostnih obredih še danes, obredih predvsem, ki so povezani z britansko kraljevo hišo. In to je nekaj, kar seveda izhaja iz Elizabete. Torej, vera ločuje sestri. Vse ostalo ju pa povezuje. Konec koncev, bili sta ženski in obe dve sta bili pravzaprav prikrajšani za užitek blagoslov materinstva. Mi smo zadnjič povedali, kako tragična je bila zgodba kraljice Marije in Elizabeta sicer nikoli ni tako trpela kot njena sestra. Namreč Marija si je zelo želela otrok iz različnih razlogov. Elizabeta očitno ne. O tem bomo tudi še kako spregovorili. Marija je svojo sestro imela rada, kar ni samo po sebi umevno. Tukaj imate eno sliko, ki nam prikazuje zelo pomemben dogodek. Torej, ko Marija zasede prestol, vemo, se spomnite od zadnjič, povede vojsko
v London, ga zasede in sabo pripelje svojo sestro. Marijo imamo spredaj, Elizabeto zadaj. In obe tukaj delujeta zelo usklajeno. In treba je povedati, da je, rečemo, Marija s to krščansko ljubeznijo zelo rada imela svojo sestro. Na drugi strani je Elizabeta skušala delovati tako, da je sestri čim manj hodila, bomo rekli, po živcih, v smislu vere, sicer pa je bila zvesta podložnica svoje sestre. Nikoli se ni prizadevala, da bi Marijo vrgla s prestola. In to je Marija vedela. Mnogi njeni Marijini svetovalci, škofje, tudi tuji diplomati katoliških dežel so seveda rekli, ne bo miru v Angliji, dokler bo Elizabeta imela glavo na svojih ramenih oziroma bo živela v deželi. In tako so seveda padali eden za drugim predlogi, kako je treba ali jo postaviti pred sodišče in obglaviti, ali pa seveda poslati v tujino. Nič od tega se ne zgodi, preprosto, zakaj ne? Ker, kot sem rekel, je Marija svojo sestro imela rada in ker seveda je tu se enostavno porajalo vprašanje nasledstva. Mi vemo, Marija je bila poročena s Filipom II. Španskim. Njun zakon je ostal prazen in Filip, ki je bil zelo, zelo daljnoviden vladar, je pravzaprav zelo, zelo realistično ocenil položaj. Ugotovil je, da seveda nikakor ni pametno, da bi Elizabeto usmrtili ali jo poročili v tujino. Na nek način bi se morda človek ob tem začudil. Filip je bil ultrakatoliški, bil je kralj Španije. Pa vendar je vzel v zaščito protestantsko princeso. Rekli, kaj je imel za bregom? Čist nič. Bil je realen politik. Namreč Filip je vedel, Marija ne bo imela otrok, saj z njim ne. In ker bi on njen mož, to pomenilo, da legitimnih dedičev ne bo. Ker jih ne bo, bo nekoč zavladala Elizabeta. Glede na slabo zdravje kraljice Marije je bilo to zelo blizu. Kaj pa bi se zgodilo, če ne bi seveda bilo Elizabete? Če bi Elizabeta umrla ali bila poročena v tujino. Glejte, v tem slučaju pa bi prestol, tako je bilo dedno pravo, zasedla tale gospa. Marija Stuart, ki je bila kraljica Škotske, to seveda Filipa ni motilo, ki je bila katoličanka, to ga že manj motilo, in ki je bila v danem trenutku poročena s kraljem Francije. To pa ga je zelo motilo. Namreč Škotska, Anglija in Francija pod istim žezlom bi bile tako močne, da bi seveda Habsburžani, Filip je bil pripadnik te velike dinastije, še kako zelo čutili to moč. In Filip je rekel, raj manj krivoverko na prestolu, kot pa Francozinjo. Namreč Marija Stuart je bila pol Francozinja, mati je bila iz Francije. In seveda je bil pripravljen požreti to krivoverstvo, svoje svakinje, če smem tako reči. Še več, ko je Marija umirala, je seveda Filip ne ravno korektno, še preden da se je žena uhladila, že seveda Elizabeti ponujal roko. Torej, predlagal, da bi se poročila. In to ni bilo nekaj tako za šalo, pač pa še kako zares. In tudi z druge strani, torej strani Elizabete, je bil ta predlog resno vzet v razmislek. Konec koncev Filip ni bil neprivlačen, bil je izobražen, imel je že naziv kralja Anglije,
nekaj o Angliji vedel, potem pa Filip je rekel Elizabeti, ti boš itak ostala v Angliji, boš tule vladala, jaz grem v Madrid, in bom seveda vladal v Španiji in v bistvu bova vsak na svojem. Posledice tega bi bile vsekakor zanimive, ampak do te poroke nikoli ne pride. Torej, Elizabeta ostane neporočena do trenutka sestrine smrti. Nekaj mesecev, mislim, da 3 ali 4 prednje je Marija umrla, torej leta 58. je podpisala dokument, s katerim je Elizabeto razglasila za svojo dedinjo. Pri tem je sicer prosila svojo sestro, da postane katoličanka, ampak Elizabeta je tega ni obljubila in tega tudi ni storila. Je pa seveda na marsikak način počastila svojo pokojno sestro in tudi seveda na nek način dala neko podporo katoliški cerkvi. In to je seveda zelo, zelo zanimivo. Poglejte, eden glavnih Elizabetinih zavetnikov, zaščitnikov je bil baron William Paget. Paget je bil odličen diplomat in je bil eden glavnih svetovalcev kraljice Marije, bil je odličen dvorjan, dober katoličan in je seveda na Marijo zelo pozitivno vplival. Zanimivo pa je še nekaj. Medtem ko je Elizabeta v glavnem živela ali na dvoru ali pa tule v Hatfield Houseu v osrednji Angliji, so na dušo kraljice Marije pihali tudi nekateri zelo nepričakovani podporniki Elizabete. To je bil predvsem grof Ferreira, Feria, torej španski veleposlanik oziroma poslanik cesarja Karla V. Torej cesar, ki je bil seveda zelo, zelo katoliški, ki je podpiral inkvizicijo, kjer jo je mogel, je svojemu sinu Filipu rekel, da se ti z Elizabeto poroči, ko bo Marija umrla, svojemu veleposlaniku pa, da je seveda Elizabeti, ko je bilo seveda jasno, da bo postala kraljica, zagotovil podporo cesarja, zagotovil tudi, če bo rabila, zaščito. Namreč spet je šlo za politično igro. Če kaj, Habsburžani niso marali Francozov in vsi so vedeli, če Elizabeta ne zasede prestol, bo to storila kraljica Francije, torej Marija Stuart. In to bi bilo za Habsburžane seveda mnogo, mnogo hujše, kot pa seveda, da imajo krivovirko na prestolu v Londonu. Torej, to je bila politika. Elizabeta se je to igro šla z veliko mojstrstvom. Torej, mi moramo vedeti, da je bila zdaj stara nekaj čez 20 let in je že odlično, odlično obvladala vso to šahiranje, preigravanje in tako naprej. In je brez večjih težav preživela vlado svoje sestre in potem seveda postala tudi kraljica. Poglejte, ko Marija umre, ji da Elizabeta pripraviti čudovit pogreb in uredi zelo lep nagrobnik v Westminsterski opatiji. Torej v kapeli Henrika VII, torej njunega deda, torej prvega izmed Tudorjev. Pogreb je bil katoliški in tisto, kar je seveda najbolj presenetljivo, da je to, da je sledilo kronanje. Kronanje, ki je seveda ga izvedel tale gospod, Owen Gledthorp, bil je katoliški škof mesta Carlisle v severni Angliji, to je tam blizu Hadrianovega zidu, in Elizabeta je bila, čeprav ne katoličanka, kronana po katoliškem obredu. Zanimivo je seveda še nekaj. Elizabeta je bila kronana kot katoličanka, ampak, to je
prav hecno. Elizabeta ni bila okronana na kar tako en dan, pač pa na dan, ki ga je določil astrolog John Dee. John Dee je bil eden najbolj priznanih astrologov tistega časa in Elizabeta je verjela v astrologijo, zelo verjela. Ne. Redko kdaj je storila kaj ne, da bi se s tem gospodom posvetovala, dokler je pač živel, ker je bil precej starejši od nje. In tudi ta astrolog je rekel, na ta dan naj bo kronanje, ker bo potem vlada srečna. Očitno je pravi dan zbral. Ker Elizabeta vlada 45 zelo, zelo srečnih let. Torej, s tako popotnico je Elizabeta se usedla na prestol. Tu je slika, ki je nastala takrat, jo vidimo z krono, žezlom, z vladarskim jabolkom in pa to veličastno obleko, ki jo je ob kronanju imela. Morda samo kot detajl, nobena od teh stvari ne obstaja več, torej ne krona, ne žezlo, ne jabolko. Če pa gledate to ogrlico s tistimi čudovitimi biseri, ki visijo biseri v obliki solz, te so še pa danes v lasti kraljeve hiše. Pokojna kraljica Elizabeta II jih je veliko nosila in mislim, da jih tudi Camilla pa Kate nosita. Torej, to so pa biseri, ki so izjemno, izjemno stari in se pojavljajo pravzaprav na vseh portretih britanskih vladarjev od renesanse pa do danes. Torej, Elizabeta je bila zdaj na prestolu, pri tem pa seveda je treba povedati, da ni ravno podedovala, bomo rekli, nekega veselega kraljestva. Anglija je bila zadolžena. Vojska je bila v slabem stanju, trgovska mornarica ravno tako in seveda v danem trenutku je ponudba strani Filipa II, da se z njim poroči, bila več kot zanimiva. Španski kralj je vladal ogromnemu imperiju, poleg tega, da je bil kralj Španije, je imel še vse te kolonije v Južni Ameriki, bil je kralj Neapla, pa Milano je vladal, pa današnjem država Beneluxa, torej dejstvo je seveda, da bi za Anglijo to sploh ne bila slaba stvar. Elizabeta pusti Filipa čakati, tako dolgo, da se Filip pač ne naveliča in se poroči z eno francosko princeso. Potem se je še dvakrat poročil, ker so pač žene umrle naravne smrti. Ne vemo, kaj bi bilo, če bi bilo. Vemo, da je bil Filip dober zakonski mož, zelo dober oče tudi, morda ne bi celo srečen zakon bil. Ampak to so seveda špekulacije. Elizabeta se ne odloči zanj, niti za kogarkoli drugega. Poglejte, v čem je pravzaprav bil tu problem? Težko danes seveda o tem razpravljamo. Namreč Elizabeta za sabo ne pusti nobenega pisanja, zakaj pravzaprav ostane neporočena. Elizabeta se na neki točki odloči in se seveda razglasi za deviško kraljico. Virgin Queen, to je izraz, ki je zelo pogosto povezan z njo. Sploh ima Elizabeta v britanski zgodovini ogromno naslovov. Elizabeta I, Elizabeta Tudor, Queen Bess, kraljica Bess, deviška kraljica. Katoliški zapiski iz tistega časa, še posebej tam po letu 1588, so vsekakor drugačni, govorijo o krivoverski psici in tako naprej. Ne bom teh nazivov našteval, ampak ta deviškost je nekaj, kar je seveda Elizabeta zelo, zelo promovirala. Zdaj pa zakaj? Ne bomo zdaj tukaj razpravljali, ali je bila devica ali ne. Namreč, da so bili moški všečni, nobenega dvoma. Kako daleč je z njimi, ne vemo. Nikoli ni bila noseča, nikoli ni rodila, niti nikoli ni doživela recimo kakega splava. Ampak ta deviškost seveda je bila za njo zanimiva. Namreč
Elizabeta je tako dobro poznala katolike in tudi katoliško teologijo, da je vedela seveda, da za razliko od protestantov katolicizem izredno ceni Devico Marijo. In ona, kot kraljica Anglije, je seveda želela na nek način pri ljudeh, še posebej pri protestantih, ustvariti neko prispodobo Matere Božje. Ne sicer dobesedno, bolj Matere Anglije, Matere naroda in tako naprej, Matere dežele, ampak to je bil njen program. In ta deviškost seveda je bila zraven všteta. Se pravi, koliko je bila realna, ne bomo nikoli zvedeli. Vsi dokazi za in proti so bili pač pokopani s kraljico, ko je umrla. Poglejte, ena prvih stvari, s katerimi se je Elizabeta soočila, je bilo vprašanje vere. Njen brat, vemo, je uvedel strog protestantizem. Njena sestra je vrnila vse skupaj v katolicizem. Kaj bo Elizabeta storila? Elizabeta se je odločila za zmeren anglikanizem, torej zmerno anglikansko doktrino, ki je vključevala zelo veliko katoliških elementov. Torej, prvi zakon, ki ga je predlagala parlamentu, je bil zakon o teh verskih vprašanjih, kjer je anglikansko cerkev postavila na prvo mesto. Zanimivo je, da ta zakon seveda ni bil usmerjen proti katoličanom, torej ni napovedal preganjanja katoličanov, niti ni zahteval spreobrnitve katoličanov, pač pa je seveda samo postavil torej anglikansko cerkev na prvo mesto. Zakon je tudi seveda razglasil Elizabeto za poglavarko te cerkve, tako kot je bil to njen brat, tako kot je bil to njen oče. Zakon pride pred parlament. Spodnji dom parlamenta, torej poslanska zbornica, zakon sprejme brez kakršnihkoli debat. Večina je bila itak protestantov in ta oblika, torej protestantizem vendar ne taka, da bi preganjal katoličane, je bila veliki večini povšeči. Vsi so si rekli, evo, bo mir pri hiši, ne glede na to, ali tako obrnjen, vsi bomo nekako v miru živeli. Drugače pa je bilo v Lordski zbornici, kjer so divje nastopili proti temu katoliški škofi. Torej, na vsak način so bili nasproti temu zakonu. Noben argument jih ni mogel prepričati. In kaj je bil glavni razlog? Glavni razlog je bil seveda ta, da bi v skladu s tem zakonom Elizabeta postala poglavar angleške cerkve. To ni nekaj, kar bi bilo novo. Henrik je bil, Edvard je bil in zdaj bi bila Elizabeta. Ste rekli, kaj potem? Ja, ženska je bila. Vi sami veste, da v katoliški cerkveni hierarhiji žensk ni, tam do opatin še pridejo, da bi pa bila ženska nad vsemi škofi v Angliji, kaj takega, pa ni šlo v glave teh ljudi. In so seveda divje nasprotovali, dokler se ni Elizabeta ene zvijače lotila, torej nekaj se je zgodilo, da so ti škofi šli ven iz parlamenta, v tem času so pa seveda sprejeli zakon. Pa še to za mišjega šel skozi, mislim, da za 5 glasov, v Lordski zbornici, govorim, spodnji dom, itak ni delal težav in tako je izigrala te škofe. Povedati je treba, da Elizabeta pravzaprav do nadaljnega, tam do 1570. nekje, torej rečemo prvih 12 let, ne naredi nič, prav nič, kar bi seveda nasprotovalo katoliški
cerkvi. Bila je v dobrih odnosih tako z Francozi, kot seveda tudi z Španci in v tem pogledu seveda je bila, bomo rekli, zvesta tej svoji usmeritvi, neki zmerni protestantski usmeritvi. V tem pogledu je bila pravzaprav velika izjema. Namreč vedeti moramo, da tako besno, kot so katoličani preganjali protestante, so tudi protestanti preganjali katoličane. Če mi gledamo protestantske države tistega časa, se je reformacija uvajala z ognjem in mečem. Ogromno katoličanov je bilo pobitih. Mi imamo tu seveda, zaradi tega, ker nam je pač protestantizem veliko dobrega prinesel neko zmotno prepričanje, da so samo katoličani tisti, ki so protestante preganjali. Tudi obratno je bilo in še kako zelo obratno. Tako da tukaj Elizabeta nastopa zelo modro, v smislu, treba je varčevati energijo za spopade z pravimi sovražniki. Poglejte, eden od tistih velikih talentov, ki jih je kraljica imela, je bil talent po izbiri sodelavcev. Tukaj je res vedela, kako in kaj. Njen najpomembnejši sodelavec je bil tale gospod, torej William Cecil, potem markiz Exeterski. Opravljal je delo predsednika vlade, čeprav tega izraza takrat še ni, še zelo dolgo ne. Bil je lord kancler in formalno druga najpomembnejša figura v državi, takoj za kraljico. Bil je precej starejši od nje, večkrat se je malo tako pokroviteljsko obnašal do mlade kraljice, prvič zato, ker je bila mlada in drugič, ker je bila ženska, ampak Elizabeta ga je znala hitro postaviti na ta pravo mesto, torej mu dala vedeti, kdo je ta glavni, kdo nosi hlače pri hiši, kot se temu reče. V vsakem primeru je Elizabeta imela eno veliko srečo, namreč vsi njeni svetovalci, s katerimi je začela vlado, so potem ob njej obstali nadaljnjih skoraj 30 let. Torej ta generacija, rečemo, ministrov, s katerimi začne delati, živi potem tja nekje do leta 1590. V letih 1588-1590, torej 30 let je ta doba dolga, so ti ministri bolj ali manj nespremenjeno sedeli v kraljevem svetu. In to je zelo pomembno. Torej, Elizabetina politika je bila politika neke konstante. Usmeritev je bila jasna in seveda vsak je vedel, kaj mora delati, in Elizabeta je bila očitno zadovoljna s temi ministri, ker jih ni menjala. To je pač zelo jasno. Naslednja figura, verjetno njen najljubši svetovalec, je bil pa ta gospod Francis Walsingham, kasneje postane plemič. Walsingham je bil njen pravni, verski svetovalec, bil je pa seveda na čelu vohunske službe. Walsingham je bil neizmerno talentiran za to. Torej, tako v Angliji kot v tujini je imel zelo dobro mrežo vohunov, ki so njega in preko njega seveda Elizabeto obveščali o vsem, kar se je dogajalo. Lahko mirno rečemo, da bi težko našli vladarja v tem času, ki bi bil tako dobro obveščen o stvareh v lastnem kraljestvu in seveda tudi v tujini, kot je bila Elizabeta. Namreč Walsingham je bil do Elizabete neizmerno odkrit, torej dobro, slabo, je serviral brez dekoracije. A je kraljica hotela slišati, ali kraljica ni hotela slišati, to njega ni brigalo. Važna je bila kraljičina varnost in s tem varnost države, in tako je kraljica seveda slišala marsikaj, tudi tega, kar ji ni bilo všeč, in Walsingham je bil tisti, ki je tudi si upal reči, iz seveda izjemnega spoštovanja do nje, da je včasih kaj narobe naredila in predvsem kaj naj naredi, da bo prav. In Elizabeta je to vedela. Vedela je, da Walsingham ne hlepi po nobenem visokem položaju, ne po
denarju, da je neizmerno zvest njej kot osebi in seveda položaju, ki ga zaseda, torej položaju vladarja Anglije. In lahko rečemo, da je ta zveza, ta politična zveza čez 30 let dolgo delovala, brez najmanjših težav in bi si upal trditi, da brez Walsinghama ob strani bi Elizabeta najbrž ne vladala tako dolgo in tako uspešno, kot je. Torej zaščitil jo je pred številnimi atentati, zarotami, odkril mnoge zarote v tujini in seveda Elizabeta mu je bila neskončno hvaležna in globoko potrta, ko je pač nastopil njegov čas, mislim, da je 1590. umrl Walsingham. No, tukajle pa najdemo seveda človeka, ki je bil pa na nek način srčni izbranec kraljice. To je Robert Dudley, ki ga je Elizabeta poznala še iz mladosti. V Hatfield Houseu, kjer je živela, je družina Dudley imela sosednje posestvo in mlada dva sta se spoznala. Verjetno šlo za tako najstniško ljubezen, z Elizabetine stvari bolj spogledovanje, z Robertove pa bolj resna stvar. Robert je bil dovolj privlačen, da je seveda računal, da bo brez težav osvojil mlado princeso in na drugi strani seveda dovolj preračunljiv, da je vedel, zakaj to hoče. Ne bom rekel, da ni ljubil, da ni bil zaljubljen v Elizabeto kot žensko, ampak seveda predvsem je gledal v njej princeso in kasneje kraljico. Zdaj, Elizabeta seveda ni bila kar tako za dobiti. In Robert je še v času, ko je vladala kraljica Marija, sklenil, da je bolje zanj, da se poroči. Poročil se je z eno žensko, mislim, da je bilo tudi Elizabeta ime, in pač z njo živel, imela sta otroke. Ko je Elizabeta, kraljica Elizabeta postala kraljica, je seveda prišel na dvor. Njegova žena je ostala doma in tu se zdaj začne ta afera, predvsem vsem na očeh. Torej, Elizabeta ni skrivala svoje naklonjenosti. Robert je postal član viteškega reda hlačne podveze, kot tule vidimo, član viteškega reda svetega Mihaela, to je francosko odlikovanje, uspenjal se je visoko po lestvici, postal je minister, neke vrste obrambni minister in imel seveda pri kraljici vedno odprta vrata. Zdaj, biti kraljičin ljubimec, splačalo se je, tu ni nobenega dvoma, ampak za Roberta to ni bilo zadost. Robert se je vtepel v glavo, da bo poročil kraljico. Zdaj, Elizabeta je bila tu seveda, bomo rekli, vse prej kot navdušena nad tako idejo. Ampak se s tem ni dosti obremenjevala. Namreč tu je bila ena dobra seveda varovalka. Robert je že bil poročen. A glej ga hudiča, mislim, da je bilo po nekako 10 letih Elizabetine vlade, ko si gospa Dudley pri padcu po stopnicah zlomil vrat. Kdo je tu pomagal, ni težko ugibati. Elizabeta ni bila prav nič vesela, ker Robert se je zdaj medil okrog nje in tako naprej. Elizabeta je bila vendarle tudi samo ženska in Bog si ga vedi, kaj bi se zgodilo, če tu ne bi nastopila v tandemu William Cecil in pa seveda Walsingham. Ta dva sta Elizabeti, enkrat, ko je bila sama, brez Roberta, rekla: vaše veličanstvo, Robert je lahko vaš ljubimec, lahko je še kaj drugega, ampak angleško ljudstvo ne bo nikoli sprejelo dejstva, da mu bi vladala gospa Dudley. Torej pomeni, lahko počne z Robertom kar hoče, dokler se z njim ne poroči. In Elizabeta se je
tu streznila. Verjetno, lahko rečem, da se ne bi poročila. Tako dolgo je zdaj že seveda vladala, da bi kaj takega nikakor ne odgovarjalo. Namreč ne smemo pozabiti, v skladu z tedanjo zakonodajo bi po poroki postala last svojega soproga. Čeprav bi bila kraljica. In v tem smislu to pa Elizabeti ni dišalo. Elizabeta je bila samostojna ženska z svojim denarjem, svojo posestjo, svojo službo. In da bi zdaj seveda vse to dala proč, zato da bi se poročila z nekim, lahko rečemo, postavnim, prijetnim moškim, bi ne pridobila nič. Robert je itak bil njen ljubimec. Kaj več pa seveda tudi ni rabila. Torej, zelo enostavno, Elizabeta reče Robertu tako, vlada mi odsvetuje, jaz bi, ampak ne morem, saj veš javno mnenje, itd. In Robert ostane z dolgim nosom. Nekaj časa čaka, revež, potem se pa poroči. Ko je Elizabeta zvedela, da se je v drugo poročil, je bila tako besna, da je njegovi ženi prepovedala prihod na dvor. Očitno je bila ljubosumna. In ta uboga gospa Dudley, številka 2, je morala čakati vse do Elizabetine smrti, da so jo povabili na dvor. Šele takrat, ko je bila že davno tudi vdova, je prišla na dvor, tedaj že kralja Jakoba, in seveda potem uživala na tem dvoru še kar nekaj časa, ker je precej preživela tako moža kot pa kraljico. V vsakem primeru, z čustvi kraljice Elizabete se ni bilo pametno igrati. Poglejte, med njenimi svetovalci moramo omeniti še tega gospoda Nikolasa Throckmortona, ki je bil neke vrste zunanji minister, poslanec v tujini. Namreč za razliko od svojih prednikov je Elizabeta vodila zelo aktivno zunanjo politiko. Če se spomnimo recimo Henrika VII. Pa Henrika VIII. Je pravzaprav zunanja politika teh dveh vladarjev bila vezana strogo na odnose z Habsburžani, torej v Madridu in na Dunaju, Francijo ter papežem. To je bilo vse. Elizabeta je stvar zastavila globalno. In ko rečem globalno, mislim dobesedno. Bomo videli potem naslednjič, kako je po letu 1588, ko je premagala špansko armado, navezala stike, pravzaprav z vsem tedaj poznanim svetom. A so bili to muslimani, a so bili to pravoslavni, a so bili levo ali desno, čisto vseeno. Vsak, ki je bil pripravljen trgovati z Anglijo in seveda ji pomagati v boju proti Španiji, je bil dober zaveznik. A so k Allahu molili, ali seveda so se križali tako ali drugače, čisto vseeno. Elizabeta je bila pripadnica tega razmišljanja, sovražnik mojega sovražnika je moj zaveznik. In tako je tudi vladala. In to uspešno, kot bomo videli. Poglejte, približno desetletje traja Elizabetina vlada, brez kakih resnih preizkusov. Ekonomija se počasi popravlja, trgovina se razvije, država ni v vojni in seveda Elizabeta je priljubljena, pravzaprav gre za eno tako mirno vlado. Potem pa seveda v to zgodbo vstopi tole dekle, ki smo ga že prej videli. Torej, gre za Marijo Stuart. Kaj se je zgodilo? Če se boste spomnili, v 2 stavkih bom ponovil. Ko se je Marija Stuart rodila, je bila stara malo več kot leto dni, ko je postala kraljica Škotske. Takrat je Henrik VIII. Napovedal škotski vojno, namreč želel je, da se Marija poroči z njegovim sinom, s kasnejšim Edwardom VI., da bi se seveda združili obe kroni. Škoti seveda tega niso hoteli in so otroško kraljico poslali v Francijo. Njena mama je bila Francozinja, francoska princesa in tako je Marija Stuart
bila vzgojena na francoskem dvoru, naučila se je francoščine, postala zelo trdna katoličanka in se tam seveda tudi, ne vemo, a zaljubila ali je bilo to iz preračunljivosti, povezala z francoskim prestolonaslednikom, ki je nekega dne postal kralj Franc II. In Marija Stuart, ki je že bila, tako rekoč od rojstva, kraljica Škotske, je zdaj postala še kraljica Francije. Ok, vse lepo in prav. Ampak to je bil račun brez krčmarja. Namreč Marija ne samo, da je bila lepa, izoblažena, da je zelo pribrisana. In tega svojega ubogega Franca, ki ni bil glih najbolj brihten, je uvila okrog prsta neko gumico. To pa ni šlo v račun njeni tašči, Katarini Medičejski. Namreč zaradi te mlade punčare jo je njen sin tako rekoč pozabil, odrinil na stran. To pa seveda Katarina ni hotela. In ko je Franc po približno letu in pol začel bolehati, se Katarina ni ravno potrudila, da bi sinu rešila ali vse podaljšala življenje. Ne vemo, a je njegov konec celo pospešila. Ta zlobni jeziki so v to prepričani. Mi nismo zlobni in bomo rekli, pač ni ravno se pretegnila okrog sinovega zdravja. Zakaj ne? Namreč, zato ker seveda je vedela, da tisti trenutek, ko bo njen sin umrl, Marija preneha biti kraljica. Bo samo kraljica vdova. In to se je tudi zgodilo. Torej, Marija Stuart je uživala na francoskem prestolu slabi 2 leti, potem pa postane vdova. Na noben način ni hotela zapustiti Francije in je naredila načrt, kako se bo poročila z novim kraljem, bratom svojega pokojnega soproga, ki je bil zelo voljan v kaj takega, ampak mati je rekla ne. Katarina je rekla niti slučajno, se zgovorila na določena pravila in tako naprej, de facto je šlo pa za politiko. In tako so ubogo Marijo, preden da je lahko karkoli naredila, spakirali na ladjo in jo poslali domov na Škotsko. Tam je niso ravno pričakali z godbo napihala in ne vem kakimi slavospevi. In Marija, ko pride na Škotsko, seveda pride tako rekoč na drug planet. Predstavljajte si, da je praktično vse svoje življenje, vse, kar se ga je zavedala, preživela v Franciji. Francoski dvor je bil živahen, kulturen, ogromno je bilo najrazličnejših dejavnosti, prav nič od tega seveda ni bilo v Edinburghu. Torej, Marija zapusti neko omikano okolje in pride med barbare. Škotski plemiči so še za odtenek manj od svojih angleških kolegov trpeli žensko na prestolu. Ampak drugega ni bilo. In še nekaj je. Marija je bila katoličanka in je ostala katoličanka. Medtem ko je Škotska seveda že doživela svojo reformacijo. Škotska se je reformirala veliko bolj, bomo rekli, natančno in tudi veliko bolj krvavo kot pa južnje ležeča Anglija. Na Škotskem se razvije prezbiterijanska cerkev, Kerk pravijo Škoti temu, torej cerkev. Na čelu te cerkve je bil pridigar John Knox, ki je seveda s prižnice katedrale St. Giles v Edinburgu že takoj ob prihodu Marijo pozval, naj se spreobrne in seveda naštel, kaj so vse njene naloge, predvsem pa so Škoti želeli, da se čim prej poroči. To je bila sicer želja, iskrena želja tudi angleških gospodov za svojo kraljico, medtem ko seveda na Škotskem Marija nima pravzaprav nobene izbire. Dejansko so jo prisilili v poroko. Ženina je lahko zbrala sama. In tukaj je seveda
Elizabeta stopila v igro. Namreč Elizabeta je iz Anglije poslala na Škotsko tegale mladeniča, tukaj je še precej fantovski, tukaj pa malo bolj odrasel, to je bil Henry Stuart, sorodnik Marijin, pravzaprav sta bila malo bolj oddaljena kot bratranca. V tistem času bilo to čisto sprejemljivo. Henry Stuart je živel skupaj z očetom, grofom Aranskim na angleškem dvoru in Elizabeta ga je dobro poznala. In ga je toplo priporočila svoji sestrični. In seveda Marija je bila dovolj neumna, da je to priporočilo tudi sprejela. Morala bi vedeti, seveda, da Elizabeta ne pošilja tega snubca zato, da bi Mariji pomagala, pač pa seveda zato, da bi otežila življenje. Henrik Stuart je bil zelo lep mladenič, ki je imel pa seveda eno veliko napako. Bil je kronični pijanec, še preden je polnoleten postal. In seveda Elizabeta, ki pač iz političnih razlogov ni želela svoji sestrični nič kaj dobrega, je rekla, ta Henrik še na ženo ne zna vzlesti, ta je ne bo nikoli naredil otroka. Namreč, to je bilo nekaj, kar seveda Elizabeta res ni želela, da bi škotska kraljica si ustvarila družino, da bi imela ob sebi moža, otroke, ker bi to seveda bilo za Anglijo zelo, zelo nevarno. Namreč nekaj moramo vedeti. Marija Stuart ni nikoli priznala Elizabete za kraljico. Marija Stuart je bila pravnukinja Henrika VII. Tudorja. Torej, Elizabeta je bila njegova vnukinja, Marija Stuart pa njegova pravnukinja. Ampak v očeh katoliške cerkve je bila katoliška Marija Stuart prava za seveda angleški prestol. Protestantska Elizabeta pač ne. In Elizabeta je seveda dobro vedela, da si njena sestrična, tako sta se pač naslavljali, nič drugega ne želi bolj kot sedeti na prestolu v Londonu. In seveda, če bi Marija Stuart se srečno poročila, imela otroke, bi seveda se ta zahteva še toliko bolj utrdila. Kaj se zdaj zgodi? Poglejte, Henrik pride na Škotsko, pride do poroke in kmalu se začnejo kazati seveda njegove značilnosti. Ne le, da je pil, bomo rekli, kožovna, v mislu se je celo krdelo ljubic, celo ljubčkov, in svojo ženo je prej ko ne zanemarjal. Verjetno je Elizabeta takrat ne ploskala sama sebi, da je uspela tak krasen, narekovajo seveda, zakon zrežirati, ampak na koncu se vendarle zgodi tisto, kar Elizabeta ni hotela. Marija zanosi in rodi sina. To je bil pa seveda hud udarec za Elizabeto. Verjetno ena najhujših stvari, kar se je v življenju zgodila. Namreč, tu je Elizabeta pogorela. Kot politik, kot ženska. Njena tekmica, njena smrtna sovražnica je jo dvakratno premagala. Kot mati, kot seveda vladarica. Zagotovila je prestolonaslednika in seveda postala je mati. Ne eno, ne drugo seveda Elizabeti ni bilo nikoli dano. In lahko rečemo, da je bila Elizabeta zdaj zelo, zelo potrta. Poglejte, Marija Stuart je seveda zdaj, ko je imela sina, postala precej bolj samozavestna. V zakonu pride do hudih, hudih težav. Namreč, Henrik Stuart je zdaj rekel, tako, jaz sem oče bodočega kralja in hočem svoj del pri vladi. Marija ni razmišljala o tem, je rekla, niti slučajno. Da je seveda zelo prezirala svojega soproga, rekli očeta njenega sina, je pokazala tudi s tem, da si je umislila ljubimca, mladega,
italijanskega kitarista, ki je pel kancone pod oknom, David Rizzio je to bil, ki se je zdaj zelo smukal okrog njene postelje, pa verjetno tudi v njo zlezel. To je bilo seveda za Henrika Stewarta preveč. Organiziral je zaroto in tega ubogega italijanskega kitarista so umorili. Njegovo truplo vrgli skozi okno palače Holyrood House, še danes rezidence monarha na Škotskem. In s tem je seveda, hočeš nočeš, prišlo do vojne med zakoncema. Marija je seveda si zaželela samo to, da se znebi moža. Organizirala je proti zaroto in nekaj mesecev potem, ko je Rizzio umrl, je tudi njen mož postal stvar preteklosti. So ga umorili, tukaj vidimo Marijo kot vdovo, zelo žalujočo vdovo, ki se je samo nekaj mesecev po moževi smrti poročila. Poročila s človekom, ki je bil morilec njenega moža. Torej, četudi je bila Škotska robata dežela, z ne ravno omikanim plemstvom, je bilo pa to malo preveč za škotske plemiče. In seveda zdaj so začeli z pravzaprav pripravami na Marijino odstranitev s prestola. Sočasno pa se seveda začne dogajati še nekaj zelo zanimivega. V Angliji, natančneje na severu Anglije, vzbruhne upor katoličanov, ki ga je vodil vojvoda norfolški Henrik Howard. Namen tega upora je bil zelo jasen. Marijo postaviti na prestol. Rekli so, očitno se je Bog odločil, katoliška kraljica Škotske ima sina, ima naslednika, torej je najbolje, da odstranimo našo jalovo Elizabeto in Marijo postavimo na prestol. Elizabeta ni pomišljala. Na hitro je opravila z uporom in vojvoda norfolški je bil obsojen na smrt in obglavljen. Obstaja anekdota, ki pravi, kako je pravzaprav vojvoda norfolški izvedel za svojo obsodbo in seveda usmrtitev, ki bo prišla. Walsingham, torej kraljičin svetovalec, bi mu prišel povedati. In takrat je on rekel, torej vojvoda norfolški, rekel, se mene ne morete usmrtiti. Je rekel, jaz sem vojvoda norfolški, no, Walsingham je pa rekel, mrtvi nimajo naslovov. Torej, in potem so mu cekali glavo. Marija Stuart je bila zdaj seveda na nek način spet zaljubljena v svojega tretjega soproga, ki je bil pa grobijan. Pretepal jo je, zapiral jo je in seveda tu je seveda škotsko plemstvo našlo, če smemo reči, svojo nišo. Rekli so, joj, kaj bo pa zdaj z našim bodočim kraljem, torej malim, dobro leto dni starim Jakobom. V takem okolju vendarle ne more odraščati. Celo v nevarnosti je. In tedaj so organizirali upor. Marijinega soproga, grofa Boswella, so umorili, Marijo pa zaprli v en grad. Jakoba ji odzamejo. In Jakob je v starosti 1 leto in 5 mesecev doživel, kako je škotski parlament odstavil njeno mater in na prestol postavil Jakoba, ki takrat seveda ni vedel, za kaj se gre. In tako se je začela vlada kralja Jakoba VI., ki, to bomo videli, bo nekoč postal tudi Jakob I., kralj Anglije. Torej, Marija
Stuart je seveda na nek način zmagala, ampak pri tem bomo videli, dobesedno izgubila svojo lastno glavo. Mariji uspe zbežati in naredi seveda eno zelo, zelo neumno potezo. Namesto, da bi šla v Španijo, kjer bi verjetno jo Filip II. Z veseljem podprl, morda bi se celo poročil z njo, je šla čez mejo v Anglijo. In seveda to je pomenilo njeno usodo, bo zdaj seveda imela v rokah Elizabeta. Elizabeta je bila v strahovito nelagodnem položaju. Kaj naj stori? Najprej je seveda razmišljala zelo čustveno Elizabeta. Torej, pomagam svoji sestrični. Konec koncev je kraljica. Po krivem so jo vrgli z prestola. Prestol je njen. Če bi bila jaz na njenem mestu, ne bi si tudi želela pomoči. Potem je pa seveda prišlo do bolj razumskega razmišljanja. Elizabeta je rekla, zakaj bi pomagala? Ne priznava me za kraljico Anglije. Če jo vrnem na prestol, bo še naprej rovarla proti meni. Še naprej bo deležna podpore katoliških sil, papeža, Španije, tudi Francije delno. Torej, dajmo raje pod ključ. In Marijo so zaprli v en grad, kjer je živela zelo kraljevsko, na Elizabetine stroške, ti niso bili majhni. In njeno prisilno bivanje v Angliji traja celih 18 let. V tem obdobju seveda Elizabeta ni vedela, kaj naj stori. Marija je bila na nek način ujetnica, kar seveda pravno gledano sploh ni bilo vzdržno. Marija je bila kraljica, kronana, od Boga imenovana kraljica Škotske. Nihče jo ni smel imeti zaprto. Kaj šele kaj drugega. Po drugi strani pa je Elizabeta imela v tem svojem delovanju podporo. Dobila je zaveznika, ki si ga seveda verjetno, vsaj na začetku, ni nadejala. Namreč, da je bila Marija Stuart pod ključem v enem od angleških gradov, je sila ustrezalo komu drugemu kot kralju Jakobu, njenemu lastnemu sinu. Namreč, ko se je Jakob zavedal, ko je postal star 10 in več let, je seveda dobro vedel, da če bi njegova mati po čudežu prešla nazaj na prestol, se on mogel umakniti. To mu pa niti najmanj ni dišalo. In tako je seveda škotska vlada z kraljem tako prijazno namignila Angležem, da nimajo nič proti, če ostane Marija pri njih zaprta varno, da bo to najboljše tako za Elizabeto kot za Jakoba. Zdaj bi se lahko zgražali, kakšen sin, kako je mogel, ampak se je ni poznal. Ko so ju ločili, je bil star 1 leto pa 5 mesecev. Nobenih čustev ni imel do te ženske. Gledal jo je samo kot tekmico za prestol. In še nekaj, Jakob je bil seveda zelo pobožen protestant. Marija seveda je bila še vedno in je ostala do smrti katoličanka. Zdaj, morate si misliti, da se je Marija malo naveličala vsega tega. In treba je povedati še nekaj, v Angliji je bilo konstantno nekaj ljudi, ki so seveda bili nezadovoljni z Elizabetino vlado. In to je seveda rojevalo nove in nove zarote, ki so imele en sam cilj. Marijo dati na prestol, Elizabeto odstraniti. In postopoma
je seveda teh zarot bilo precej. Elizabeta ni prav vedela, kaj naj. Stražila je to svojo sestrično, na srečo pa je tu imel seveda veliko več idej Elizabetin svetovalec Walsingham. Kaj je naredil? Dal je seveda prestreči Marijino pošto, jo prebrati, in počasi seveda zbiral neke dokaze, najprej posredne, potem pa neposredne, ki so govorili, da Marija sodeluje v teh zarotah proti Elizabeti. To je bilo seveda kaznivo z smrtjo. In leta 1586 pride tako daleč, da je imel Walsingham dovolj materiala, da je lahko proti škotski kraljici sestavil obtožnico. Zbralo se je sodišče in Marijo so privedli pred to sodišče. Glejte, če mi pogledamo seveda z pravnega vidika, je bilo vse skupaj ena farsa. Namreč, zakaj? V skladu z pravom kraljem in kraljicam nobeno posvetno sodišče ni moglo soditi. Samo Bog je bil tisti. Pa je bil kralj ali kraljica protestant, katoličan ali karkoli drugega. Čisto vseeno. Poleg tega imamo opraviti z Marijo, ki je bila kronana kraljica tuje države. Torej, če že bi jo lastno ljudstvo kvečemo lahko postavilo pred sodišče in ji sodilo. Ne pa neko tuje sodišče. Elizabeta je tu delovala tako malo nojevsko, glavo je taknila v pesek in si mislila, da bo že minilo. Pa ni. Torej, sojenje se je začelo, sojenje se je razvilo in sojenje se je končalo z izrekom obsodbe. Smrtne obsodbe. Marija Stuart je bila obsojena na smrt. Kaj pa zdaj? Poglejte, smrtno obsodbo, kakršnakoli je že bila, je po seveda aktualni zakonodaji, angleški zakonodaji, moral podpisati monarh. To je bilo popolnoma jasno. Elizabeta se seveda temu zoperstavi. Rekla je, nikoli ne bom podpisala tega. Elizabeti se je seveda upiralo dejstvo, da je bila zdaj ona tista, ki mora o tem odločati. Nje bi bilo blazno všeč, če bi Marija Stuart padla po stopnicah ali pa morda kaj podobnega, ali pa se zadavila medtem, ko bi jedla. Vsaj verjetno, mnogo je bilo možnosti. Da bi pa seveda sodišče odločalo o preuzvišeni kraljevi osebnosti, ki bi jo potem usmrtili, tako kot pa seveda navadnega kriminalca, nekaj takega pa v Elizabetini glavi ni bilo sprejemljivo. Morda se bo zdelo to komu čudno. Konec koncev, Elizabeta je doživela smrt svoje matere in seveda dveh svojih mačeh, torej Katarine Howard vsaj še. Ampak to je bilo drugo. To so bile vse ženske nekraljevega porekla in to niso bile kronane kraljice, samostojne vladarice od boga Maziljene. Marija je pa vse to bila. Elizabeta se je tudi zavedala, kakšne bodo politične posledice, tako doma kot v tujini. Torej, nešteto razlogov je navedla in rekla, ne bom podpisala. Ne vemo natančno, kaj in kako se potem zgodi. Obstaja razlaga, ki jo je potem Elizabeta sama seveda vneto širila. Namreč Walsingham naj bi ji prinesel kup dokumentov v podpis, vmes je skril to smrtno obsodbo na nek neugleden papir in medtem, ko je Elizabeta te papirje podpisovala tako precej avtomatsko, je on veselo kramljal z njo in kraljica ni niti gledala, kam se je podpisala, in ko je ta pok dokumentov bil podpisan, ga je Walsingham vzel,
podpisano smrtno obsodbo poslal v grad, kjer je bila Marija zaprta, in mislim, da je bilo februarja 1587. je Marija bila obglavljena. Treba je povedati, da so našli, to je, bom rekel, še najbolj tragično pri vsem skupaj, namreč enega precej nerodnega rabla, ali pa je bil rabelj sicer dober, ampak so se mu tresle roke ob tem, ker je moral obglaviti kraljico, torej po milosti Božji, in je rabo kar 2 udarca, da je glava šla proč. Torej ni bilo ravno prijetno ne gledati, pa seveda tudi smrt Marije Stuart ni bila hitra, torej ni bila v trenutku. Ko je seveda Elizabeta za to izvedela, je ponorela. Vsi so bili zdaj krivi in tako naprej. In seveda Elizabeta se je zaklinjala pred vsemi, pisala levo in desno, v Španijo, papežu, celo papežu, francoski kraljici materi, da pač ona ni kriva, da je bila zavedena. Ampak, veste, v državah, kjer ima vladar tako rekoč absolutno moč, se seveda ne more pač izgovoriti na to, jo pa nisem vedel, vse je pa zgodilo, slučajno je bilo tako. Elizabeta pač se zdaj zave, da je storila korak na pot, po kateri ni več vrnitve. Sledil je nek razvoj dogodkov, ki je seveda v enem letu Evropo pravzaprav potisnil v vojno. Zanimivo je, da Marijo pokopljejo v eni vaški cerkvi tam blizu gradu, kjer je bila usmrčena. Ena redkih držav, ki se sploh ni odzvala na to, je bila Škotska. Vemo, da ni Marijin sin, takrat jih je vendarle že imel 18 let, ali celo 19, že samostojno vlada, ni obžaloval smrti svoje matere, verjetno ni niti solze potočil. Veliko kasneje, ko je Jakob iz Škotske prišel v London, se vendarle spomnil, da njegova mati, ki je, če nekaj drugega, prestol, in to 2 prestola, če smo natančni, nekako dolgoval, je dal Marijo prekopati in danes počiva pod tem krasnim nagrobnikom v Westminsterski opatiji. Jakob je bil malo hudomušen, bi lahko rekli. Namreč Marijo Stuart in pa Elizabeto je dal pokopati drugo ob drugi. Vsako sicer v svoj nagrobnik, ki sta pa tik eden zraven drugega. Torej, če smo malo tako zlobni, z domišljijo, bi lahko, če bi stegnili roke, se držali pod zemljo za roke ti 2 ženski, ki se za življenje nikoli nista videli, ki sta pa seveda, bom rekel, predstavljali smrtno sovražnico drugi. Na videz je bila seveda Elizabeta zdaj zmagovalka. Ampak jasno, zavedala se je, da to lahko pomeni tudi njen konec. Namreč katoliška Evropa, nasplošno, vsa Evropa je bila ogorčena. Noben tuj vladar ni bil pripravljen sprejeti Elizabetine razlage, da je pač se slučajno zgodilo, kar se je zgodilo, da ona ni vedela. Katoliški vladarji pa seveda sploh ne pomišljajo. Papež še enkrat, čeprav je to že storil prej, Elizabeto izobči in zapove vsakemu, ki bi jo umoril, direktno pot v nebesa in svetniški položaj. Na drugi strani pa je seveda pozval katoliške vladarje, naj zdaj nekaj naredijo. Ni bilo treba dolgo čakati, ko se je seveda tu pojavil Filip II, ki je seveda se odločil, da je treba z Elizabeto zdaj
obračunati. Torej, Španija je imela tu čez seveda že Angleže in to, kar je Elizabeta storila, je bila seveda kaplja čez rob. Zakaj so Španci tako po strani gledali Angleže? Poglejte, razlog je bil zelo preprost. V tem obdobju, bomo tako rekli, prvih 30 letih Elizabetine vlade, se je zelo, zelo razvilo gusarstvo. Angleški gusari, Sir Francis Drake, potem Hawkins, pa seveda še Walter Raleigh, so na veliko plenili španske ladje tam po Karibih. Načeloma so bili to zasebniki. Torej, krona ni vedela nič o tem, vlada ni vedela nič o tem. Dejansko jih je pa kraljica imenovala za, uporabljajo izraz privateer, torej privatnike, ki so pa bili v službi njenega veličanstva. Torej šlo je za projekt, ki bi mu danes strokovno rekli javno-zasebno partnerstvo. Torej, kraljica je dala denar, oni so riskirali življenje, dobiček so si pa delili. Nobenega papirja ni bilo, kronska blagajna se je pa lepo polnila z španskim zlatom. In seveda Filip ni bil noben neumnež, vedel je, zakaj. In zdaj je dobil seveda priliko, da obračuna, tako z gusarji, kot seveda z njihovo kraljico. In začne se pripravljati pohod tako imenovane velike, nepremagljive armade. Kaj se je zgodilo? Pa čez en teden.